Neznani slikar, skupinski portret družine barona Erberga. Mera 200x170 cm. Baročni portret družine Erberg je bil naslikan v začetku 18. stoletja v tehniki olja na platno. Prikazuje 6 oseb: Janeza Adama barona Erberga, soprogo in 4 otroki. Postavljeni so v notranji prostor ali interjer, ki ima stene v različnih rjavih odtenkih. V zgornjem levem kotu je omara s predali, na kateri je ura z rimskimi številkami. Janez Adam stoji na skrajni desni in je od vseh najvišji. Nosi sivo lasuljo z gostimi kodri, ohlapen sivo-rjav plašč, pod njim pa bogato izvezeno svetleče vrhnje oblačilo v zlato-rumeni in rdeči barvi. Ima resen, bled obraz, rahlo zasukan v levo. Njegov pogled je usmerjen v gledalca. Ustnice ima stisnjene v skoraj ravno črto. Na njegovi desni je sin Anton Gotthard v rdečem oblačilu z zlatimi gumbi. Nad glavo mu visi dolga zelena zavesa, ki jo z rokami pridržuje na desno, stran od svojega telesa in obraza. Ima temno rjave lase, temne oči in rahlo našobljene ustnice. V središču slike je Wolf Adam. Oblečen je v temno-zelen plašč z okrasnimi gumbi, obute pa ima visoke črne škornje. Tudi on ima temno rjave lase in oči. V levi roki drži ptičjo kletko, v desni pa enega od mrtvih ptičev, ki jih v šopu, povezanem z vrvico, sicer pridržuje njegova sestra Johana Elizabeta, ki stoji za njim. Johana Elizabeta je oblečena v svetlečo svileno jakno, nežno roza barve z visokim ovratnikom, spodnjega dela njenega telesa pa ne vidimo. Na glavi ima sivo kodrasto lasuljo, speto v visoko pričesko. Njen obraz je zelo bled, pogled pa usmerjen naravnost v gledalca. Pred njo, na levem robu slike, sedi Ana Uršula, soproga Janeza Adama in mati upodobljenih otrok. Tudi njena pričeska je sive barve in oblikovana od drobne kodre, spete na vrhu glave. Ima zelo bledo polt in rdeča lica. Oblečena je v svetleče krilo zamolkle temno-roza barve, ki je tako široko, da se ji v velikih gubah nabira okoli kolen. Nosi še jakno v modrih in belih odtenkih z bogatimi vezeninami, ki so na rokavih obrobljeni zlatim in rdečim blagom. Izpod rokavov se vidijo robovi belega čipkastega spodnjega oblačila. V spodnjem desnem robu slike je upodobljena še Winifrida. Oblečena je v rumeno obleko, ki ima na rokavih obrobo iz temno-roza blaga. Okoli ramen ima zavezano rdečo ruto. Z desno roko kaže na Wolfa Adama. Tudi njen obraz je zelo bled, lica pa rahlo rdeča. Na sliki je edina, ki ne gleda v gledalca, ampak ima pogled usmerjen v desno. V levi roki, v višini pasu, drži psička z rdečo pentljo. Celopostavni reprezentativni portreti so eni od tipičnih baročnih likovnih zvrsti, razvijati pa so se začeli že v obdobju renesanse. Rezervirani so bili le za najvišje sloje. Ena od njegovih glavnih funkcij je bila gledalca seznaniti s podobo vladarja, plemiča ali učenjaka, pri čemer je bilo treba portretiranca predstaviti kar se da imenitno. Zanje je bilo zato značilno natančno upodabljanje razkošnih materialov, še posebej oblačil, krzna, svile, čipk. Ti portreti so običajno postavljeni pred nedoločno ozadje, ki ga v nekaterih primerih dopolnjuje zavesa ali steber. Pomembno vlogo so imeli tudi predmeti s simbolno vsebino, kot so ogledala, ure, naslonjači, pa tudi živali, kot so ptice ali psi. Renesančno umirjenost in jasnost upodobljenega je v baroku zamenjala dramatičnost, ki jo lahko vidimo v tem, kako Anton drži zaveso. Ta sicer togi drži portretirancev doda nekaj razgibanosti.
Skupinski portret družine barona Erberga je eden redkih ohranjenih skupinskih družinskih portretov zgodnjega novega veka v muzejskih zbirkah na Slovenskem. Ta kranjska plemiška rodbina se je začela uveljavljati v 17. stoletju, baronstvo pa so dobili na začetku 18. stoletja. Bili so visoko izobraženi in iz njihovih vrst so išli številni profesorji in raziskovalci. Vsaka generacija rodbine je bila aktivna v državnih in cerkvenih krogih, bili pa so tudi veliki meceni umetnosti. Janez Adam je leta 1706 odkupil gospostvo Stara Loka in postal lastnik starološkega gradu. Nasledil ga je Wolf Adam, najstarejši od njegovih otrok, ki je upodobljen v središču slike.